Ok, ste pripravljeni na to grozoto? Dobrodošli v nov vlog, nazaj v stanovanju. Ful sem razmišljala, se bom najprej spravila, pa bom malo pospravila, pa bom pol začela vlog. Pa sem ne bom. Vam bom pokazala, kakva je trenutno moja realnost, ker nisem še uspela čisto razpakirati. Nabralo se mi je toliko cot za oprati, ko še nikoli. Ko sem šla, nisem vsega oprala, zdaj sem še z dodatnimi stvarmi prišla in ja, en dan sem brisače oprala, tako da ko so se posušile, lahko pa nadaljujem. Te očitli, kako je moje stanovanje, ga bomo skupaj spravili. Novo leto, jaz ne bom se toliko premenjevala, pa ne, da jaz hočem narediti, da je vse popolno, se mi zdi, da jaz dosti pokažem tudi stvari, ki niso popolne, ampak mogoče, da se še manj obremenjujem s temi stvarmi, da se moram spraviti, da snemam, pa tako naprej. Jaz imam rada estetsko lepe stvari, rada tudi posnamem, kaj je v takem stilu, pa da je lepo, pa to nič ni narobe s tem. Ampak ne bom pa prav za video, bom zdaj najprej pospravila, pa pol snemala. Če je tega mislim. A ne? Ti si vedno lepa, Mika, ti se nikoli ne rajš pripraviti. Z Miko se stiskama te dni toliko, da jo bom še bolj razvadila, ampak zato, ker me ni bilo, si zasluži malo več pozornosti, ja? No, si je vedno. Ja. Dan se je nedelja, spale smo do 11. Zdaj me končno zbuja samo enkrat na noč, tako da govorim tako, da imam enega otroka. Zbuja me dvakrat na noč, zbuja me enkrat na noč. No, danes me je zbudila po 8, ampak nisem hodila še ostati, ker sem šla spat ob 1:30. Tako da počasi se navajam nazaj v to z Miko, ker problem je, da ona mi pač, tudi če grem zgodaj spat, mi ona pol prekine ta cikl spanja in me po 5 zjutraj zbudi in sem to pa res ne morem stati po 5, ker mi ni treba in nima smisla. Ampak pol se mi zdi, da grem ponovno spat in pol ob 9 sem čisto ker ne morem stati, ne. Probala zdaj, da me vzbuja, bomo videli, zdaj me je zbudila po 8, to bi šlo, to lahko ostanem, ampak danes sem rekla, da ne. In sem se pol pač malo igrala z njo po 8 in pol sem šla nazaj spat. Nisi problematična malo, veš? Nisi problematična punca, ampak si tako cute, da ti je vse oproščeno. Ja, te dni sem ful brala in malo razpakirala, malo kuhala, nisem še snemala nič, tako da sem rekla, danes pa začnem, da smo nazaj v naši rutinici. Mika ima novo posteljo, to je Josh kupil za božička in je taka, ko pač itak je ful mehka, pa da zadrži toploto še bolj kot druge postelje. Tako da ja, zelo uživa na njih, a ne? Zdaj moraš pokazati si svojo posteljo, ali? Ja. Kar se pa tiče mojih okraskov, malo jih bom še pustila, kak teden pa pol, ker zdaj me dolgo ni bilo tu in se mi zdi, da nisem toliko uživala v svojih okraskih, sicer ja, konc je božičanskega, ampak je vseeno fajn, ko imam še lučke, pač sploh ko temno rata, da si lahko lučke prižgem, pol bomo pa pospravili, pa ja, malo še. Drugače pa to mi je tudi Josh kupil, da vam pokažem. Ful. Še muzika lahko igra, ampak pol se Mika boji, tako da jo izklopim. Cute. Ja, Mika, zelo je cute, a ni? Tako da dajmo se lotiti te situacije tu. Zdaj sem pa jaz to naredila. Preblekla sem se v moj topel pulover, zdaj pa bom začela s pospravljanjem. Što to je makaroni? Vedno, ko rečem začela bom s pospravljanjem, se nekaj zgodi, zlomim okrasek, stopim na makaron.
Evo, dnevna je zrihtana, posla je zrihtana, kuhna je zrihtana. In zdaj me čaka še ta del, torej miza in ta miza, ampak tu ni take krize, sem vseeno. Pa seveda cote dati brat, ampak bom najprej jedla, po mojem si naredila jajca na oko. In ja, bom malo YouTube gledala, pa nadaljujem. Ok, ste pripravljeni na to grozoto? Pač ni samo, da imam toliko cocev brat, tudi nasploh cela kopalnica, pač organizacija me še čaka. Pač nikoli ni bilo tako, nikoli. Ok, to je še Mikina torba, tu sem en cel predal sem ven zmetala, ker sem nekaj hitro mogla iskati in je vse še tu. Problem je, da jaz nimam sušilca in ne morem pač vse naenkrat oprati, oziroma ne morem narediti 3 rund pranja, zato ker nimam kam obesiti, tako da bom mogla zdaj to 3 dni delati. Ja. Moj sistem je tak, malo bom ločila po barvah, ker ponavadi ne delam. Jaz mešano perem, razen če imam kaj noga, ampak bom šla tako skozi, da vidim kaj nekaj, da operem stvari, ki jih v bistvu pogrešam, oziroma jih hočem imeti pač oprane. Naredila kupčke, bolj pomembno, manj pomembno in tako naprej. It was right after seeing you. Po moje 2 rundi spravim na obešalnik. Kadar perem mešane cote, da jih ne ločim na temne pa svetle, uporabljam te lističe, ki ujamejo barvo, ampak glede na to, da danes ločujem, ker imam toliko stvari, jih ne rabim. Ok, ponavadi, ker na 40 perem, pojačam obrate in to je to. Ok, to že ful bolj izgleda, tako bo šel v pranje, pa bomo videli mogoče kaj od tam. Ta del, problem, ker nimam nobene police, imela sem eno, pa se mi je odlomila, oziroma te seski so bile in niso tako fajn držali. Tako da, to pa en drug dan, plus, da vam pokažem. To si bom pa kar en cel dan vzela, pač en drug dan bom to naredila, da zorganiziram, pa naredim bolj, da bom imela več placa, mogoče si bom še kako poličko šla iskat v Ikejo, ker tukaj pač na vrhu tega dela ne morem uporabiti, tako da ja, bomo videli, no, ker to je tudi disaster tukaj. Kar se kopalnice tiče, pač jaz se ponavadi ne toliko obremenjujem, mislim, osnovno, da imam pospravljeno je fajn, ampak ne preživim tam dolgo cajta, ne vidim tega skozi, ampak vseeno si hočem narediti življenje malo lažje. Zunaj je sonček, evo, tukaj imam polno brisač, ki grejo v kopalnico, ostalo so pa neke malenkosti. To bom nesla v klet, zato ker trenutno tega Mika ne uporablja. Se mi zdi, da ona to bolj uporablja, ko je vroče, oziroma poleti, zato da je še vedno pač skrita nekje, ampak ne pod deko, da je ni vroče, ker zdaj je skozi pod deko, tako da tega ne uporablja in je pač mi trenutno na poti, tako da to bo šlo v klet, dala na hodnik, mogoče bom samo posesala, ker je pač res ful dlak. A zdaj boš pa šla na trg, ko ti bom vzela. Nisem vam pokazala, dole sem darila od Bags & More, turška kava, posebna izdaja in te rokavice. Ful sem hodila ene tanke nove rokavice, ki niso one bombažne, ampak te, ko res ti obdržijo toploto in nekako so cute. In veš, kaj rečejo, da it fits like a glove, no to. Ni cute, če tako mašnico ima tu, res take tople. Perfekt, pa še, tukaj pa mislim, da imajo za telefon, če se ne motim, da lahko tapneš, ker tega. Hvala, Bags & More.
Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back, but we can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill, but truth can be a bitter pill. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like the river flows, life will take you where you need to go. Zrihtano. Jaz sem z mamo bila na telefonu in sem ji razlagala, kako Mika ne uporablja več te dreve, mačjega drevesa. In ženska se je glihkar ulegla sem in to na polico, kjer nikoli ne leži. A si v redu ti? A te meša malo? Ponavadi tu spi, ampak zdaj pa skozi mene spi in pod kotrom, mogoče ker je zima. Kaj ljubi? Odzivaš? Si sončeš? A si sončeš? Glej, kako lepo sonček si je. Ti bi sroli volala? O, poglej. Pritegni dol. Malo pozornosti. Kaj si to, tačko? Kaj si to, tačko? Ti si cute. Joj, mene, kak si cute. Si cute. Ja, taca gre na okno, ha? Da bova puca okna? Ja, očitno jaz ne. To spet srano. Kak si nezna, umivaš ti mene. Ti umivaš mene. Evo, čas je za dnevnih hvaležnosti, pol pa grem se stuširati, ker se mi zdi, da sem se čisto zašvicala od pucanja in pol se bom spravila za stream. Štrukle imam pripravljene, pa zakuhala sem si domače rezance v župo iz kocke. Ravnovesje, a ne? Kako se fajn počutim, ko stanovanje v redu, vam ne znam povedati. Vam ne znam povedati. Ena runda coče, pa smetje moram nesti. Mimo grede moj trik, da mi ne gre moje stojalo za cote na živce, dam ga na pojslo. Ker itak zdaj ne grem pojslo, ne, do večer. Evo, prvi nakup iz trgovine, ko sem nazaj, dan sem kuharski livestream, tako da sem par stvari šla iskat zaradi tega. In sicer, tukaj imamo piščančja bedra, pol imam tu mešano zmrznjeno zelenjavo, vzela sem ta korenček, koruzo in grah. V receptu sem piše mešana zelenjava in sem pol to vzela. Avokado je bil na onih policah, ko je znižano. Mislim, da imajo vsak dan ali vsak teden nekaj znižano in avokado, ta dozoren je že bil znižan, pol sem eno mleto goveje meso vzela, bio maslo, ker ga bom prečistila, ker ga rabim za recept. V bistvu sam ga pač segrevaš počasi in pol te pene dobivaš in ponavadi pač pri tem bio maslo lahko to narediš pri onih bolj slabih, ne vem, kako je to zdaj res boljši in bio. To sladko papriko v prahu mi zmanjkujem. Pinjole sem kupila, ker tudi pride receptov, tako drage so. V Hofru so bile 3,5, kar mislim, da je še cenejško v Šparu. Pol eno govejo, jušno osnovo, alkoholni kis, ker jaz ga uporabljam namesto mehčavca. Čebula, limona, stročji fižol za preostanke govejega, ki ga ne bom danes uporabljala za recept. Pol česen, hočem narediti spet ono, ko ga naribam oziroma stisnem česen, pa ga dam pol v te
modelčke za led in dam zmrzovalnik in ko rabim, dam samo eno to ledeno kocko česna, vzamem in pa je to. Eno kombučo, mleko. Šla sem pa v Pepko. V bistvu namen je, da grem to kupiti, zato ker imam par začimb, ki so cele in bom s tem lahko zmlela. Tako da ni ta oni ful težek, kamnit, ampak prav nisem hotela onga, ker je tak čonkast pa velik, pa ja. Tako da tam ima leseno držalo, pa tak keramično posodico, kjer pol zmleješ začimbe ali pa pesto lahko narediš. Včeraj smo se na streamu pogovarjali o ponvah in jaz imam eno to malo ponev zdrajsano, pač ena stara poceni je. In pol sem videla to, ko je v bistvu ni ta tefal prevleka, ampak je marmorna prevleka in ni ta toksična. Pol sem pa videla te krožnike, malo so še rosni, ker so bili v avtu zraven mrzlih stvari. 1 evro je bil en krožnik. Jaz si fulkrat kupim tak 2 krožnika, ko sta mi ful všeč, pa da ne paše tak zraven mojim setu krožnikov, ampak sta mi veselje. Vedno kupim 2. In zadnjim sem razbila enega, ko vam isto pač sam 2. In sem rekla, ko bom naslednjič videla kakšne krožnike, ko so mi všeč, si bom spet 2 nova kupila. In ja, taki bolj, bom rekla, vintage so. Tako se je včasih pač uporabljalo tako steklo in bolj imaš ta zlat oziroma tak bronast strop. Ful lepo in ja, te davne krožnike. Ful si predstavljam tu pecivo grest, sadje ali pa mislim karkoli, lahko tudi zajtrk, če hočem. Glavnem, to je moj hol. Mika ima pa novo škatlo. Darilno. Life will teach you what you need to know. Like a river flows, life will take you where you need to go. That's the way it goes. Life will teach you what you need to know. Dobro jutro. Ogromno seznam stvari imam iz ful različnih koncev, tako da naprej grem po moj zeleni čaj v Nutrition, tako da BTC. Si lahko nafilaš detergente, pralni prašek, za posodo, svojo šalico prineseš. Evo, dobila sem večino stvari iz tam City Parka, BTC-ja, zdaj grem pa v Ikeo naprej jest, v ene mesne kroglice grem in pol grem še v Ikeo poiskat par stvari, ki jih imam na seznamu, neko polico bi imela za kopalnico, da tako imam pač za posodo, da bi imela, da lahko nalagam stvari, ker no, ima še kaj, nekaj še imam na seznamu, glavnem, najprej gremo jest, pol bom pa po moje šla po kavo v McDonald's, pol pa proti poštnemu predalu. To je plan. Prav sem se spomnila, da lahko Ikei za ston kavo dobim, če imam to kartico. Evo, to so vse stvari iz različnih trgovin, mislim da, ja. In sicer zvočnike sem si kupila. Jaz sem imela en Bluetooth zvočnik za moj računalnik 5 let, odkar sem streamala in skozi imela težave s povezovanjem, bil je tak 10-15 evrov, ampak mi je držal 5 let. In pol danes grem iskat noga in svitak sem te JBL imeli, ko so ful dragi, pa ne rabim tega. In pol sem mislila, zakaj si pa ne na kabel kupim zvočnike in tu sta pač 2 zvočnika in sem ja, pa še cenejše, 20 evrov sem dala. Tako da je na USB, pa se ne rabim ukvarjati s povezovanjem. Pol sem pa še to videla, enkrat sem že imela to, ampak ful tako poceni na baterije, ta je pa za filat in ima še različne lučke, za kdaj, ko je temno, da lahko imam še vedno fajn lučko, tako da bom to za sabo nosila. Pol sem si kupila tak sprej za lase, da ko si bom naredila one kodre brez vročine, da si našpricaš na lase, pa da ti bolj drži koder, pač piše ta Heatless Waves and Curl.
Ross. Pol sem si seveda moj zeleni čaj kupila, jaz tega pijem vsako jutro, drugače ima vitamin C, ekstrakt zelenega čaja, nima teina oziroma kofeina, kakorkoli, ampak sem ekstrakt zelenega čaja. Vitamin C pa še antioksidanti, jaz imam tako Tropic od The Nutrition. Ne vem, pač jaz ga ful rada pijem, da več tekočine zjutraj spijem, drugače pa tudi kao podpira metabolizem in kuri maščavo, čeprav. Jaz itak teh stvari ne verjamem. Ne pijem ga iz tega razloga, ampak enostavno, ker mi paše. Tukaj imam te police iz Ikeje, to bo za v kopalni. Mikino hrano. Nekaj je mokro, tako da nekaj pušča, sem vse pregledala, nič, bom še enkrat. Spet si nekaj izmišljuje, tako da zdaj je to raco, tako da sem 6 rac kupila, zdaj bo ziher nehala jaz, ker sem jih 6 kupila. Potem sem pa za probo še kupila 2 zajca, to še nikoli ni jedla, tako da zajc okus, mama je rekla, da je risu kupila zajca in je čist zmazal, sem ris je drugače, on vse poje, Mika pa. Jaz ne vem, od kje si ti debela, če ne ješ. Ti si tako jaz. Pa imam drobtine, sladkor, kar mi je zmanjkalo, no to že ful cajta išem in kar nimajo povsod. To za odstranjevanje neprijetnih vonjav. Veš, ko imaš včasih kako majico ali pa karkoli brisač, ko ima tak čuden von, tudi ko se opere. Ja, bom probala, če bo kaj pomagalo, pa sem 2 gobici za posodo kupila in pa to sem videla, ker sem glih rabila nekaj za WC, da na hitro vržem in so neki lističi. Ona polica je pa še v avtu, ker je pač ogromna in nisem mogla se naenkrat prinesti, imam pa zdaj ta voziček, ko mi ga je brat za božička kupil, da bom lahko pripeljala sem, tako da bom to se polokvarjala, zdaj bom pa to razpakirala, zvočnike priklopila in se z Miko igrala. A ja, Miki sem še kupila, ona si je že sama vzela, sem kupila to perje na palci, modre barve, ker bo mačke modro barvo ful fajn vidijo, pa perje imajo itak ful rade in bom zdaj probala dati brisač na tla in bom to pod brisače skrivala, čist je nora. Ja, nismo se tanci igrale, tako da bomo se zdaj, čakaj da dobim. Tako da bomo najprej to se poigrale, pa se ostalo. Zdaj to polickaš, a ne? Ja, to sem jaz videla na onem društvu, oziroma zavod Murijo, kako se z mačkami igrajo. In dobra ideja, pač ko mačkam tako skrivaš stvari spod, in čist norijo in bolj se s to brisača ali pa nam dekice igrajo. Oj, to je ful večje, ko sem mislila, da bo in še ogledalo ima zraven. Kak nice. Da sprobam to. Jaz sem šla na balkon, kjer je temno in imam to belo lučko gor. Ful dobro. To bi bila čist tema, da vam pokažem, kak bi bilo, če ne bi imela lučke. Mislim, ne je bila tema, ampak kvaliteta se spremeni. Imaš pa tudi različne tela. Imaš bolj tako oranžkasto svetlobo. Imaš... Oj, to je ful, nam zakaj bi kdo to hotel. Pol imaš to zeleno, pač ful barov in pol imaš tudi to RGB, ampak no, kaj bi jih to zgledalo. Sem pa kupila to in to v Big Bangu. Ta ring light je bil 14 €, ampak je res cool, ker se lahko fila, da naraš baterij. Oh yeah. Pozabila sem povedati, včeraj sem se naročila na pedikuro, jaz nikoli v življenju nisem bila na pedikuri, bila sem na nohtih ene parkrat, 5-krat mogoče, ker sem takrat rabila nohte za delo, na pedikuri pa nikoli in jaz imam kar suho kožo in tako razpokano na nogah, tudi če si sama delam pedikuro, pač ne morem si ono čist lepo narediti in sem rekla, ška, novem letu si bom pa privošla eno pedikuro. 36 € je klasična. Traja 1 uro in grem pa ta v DM studio v bistvu, mislim, da je v Ljubljani, ta edini v Ljubljani in je dokaj blizu mene, tako da grem ta DM studio ob 10:15, sem si dala uro malo zgodno za to, da se prisilim prej ostati. Ni ful zgodna ura, ampak je za mene. Tako da se ful veselim, ja, upam, da ne bo škačkalo, čeprav jaz nisem to kljiva na podplatih oziroma stopalih, tako da mislim, da bo cool. Nisem si izbrala ono z lakiranim, ker nam ranglih laka zdaj na nogah, si lahko itak sama nalakiram, bolj se mi gre za to kožo, pa da mi to obnohtno zrihtajo, da se ti ne vrašča nohti, pa to, čeprav meni se ne vrašča, ampak vseeno. Pa enkrat sem si butnala en noht, pač poškodovala sem si ga in še zdaj ni isti, tako da mogoče mi lahko kaj ne zrihtajo. Danes bi rada tudi sestavila ono polico, ki sem jo Ikej kupila, ampak moram najprej v avto iti po njo, ker je še vedno tam. Itak pa rabim kruh, da bom lahko zajtrk jedla, tako da šla po kruh v avto in ja. Te cote moram še tudi zložiti najprej, joj.
Naredila bom tudi kruh, ker je moj drožji čisto znorel. Tako da bom en mini drožji kruhek naredila. Drugače, ta drožji je zdaj že kar nekaj cajta star, vmes ga dam v zmrzalnik ali pa v hladilnik. Moja mama ga je celo posušila in deluje, to moram še probati, danes nimam cajta, ampak ti lahko zdaj začneš drožji mešati, torej voda, po možnosti filtrirana ali pa iz flaše in moka. Približno 1:1 in pač da je malo bolj na gosto, ne na redko in pol pustiš in drug dan nahraniš malo več. Jaz ponavadi gledam, če imam toliko drožja, nahranim toliko, ne merim več, ne vagam, ker se mi ne da in ful preveč kompliciramo s tem. Tako da ja, pol pa ko vidiš, da ful naraste, meni je nam od tukaj do sem danes narastel, pol je aktivn, ampak ja, tudi če je tako aktivn, pa da je star, ne vem, 2 tedna, ne bo isto močen, kot pa moj, ko je že, ne vem, koliko mesecev. Tako da, če imate koga, da vam lahko da eno žlico tega in ga pol naprej sam hraniš, je perfektno in boš si prišparil ful živcev, ker na začetku jaz sem imela ful problemov, ker drožji ni bil dosti aktivn. In sem ga zadnjič dala sestrični in je ful lažje zaštartala to drožji pot, ker veliko kdo obupa, ker pač drožji ni toliko močen in ja, jaz sem skoraj obupala, ampak nisem. Bom dala pa v opis recept, jaz si dam sicer na pol, vam bom dala celega. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. To bo zdaj počivalo pol ure ali pa 1 uro in pa bomo preložili. Zdaj bom pa dala tega drožja v večji kozarc, ker ga bi rada več naredila, zato da lahko pol ga posušim. Tako da tu imamo stanke, kar je več kot dovolj za štartati nogo. Torej, recimo zdaj imam nam toliko tega drožja, bom dala malo na oko vode, lahko je še vedno pol dodam. Ampak res vam polagam na srce, filtrirajte vodo, prekuhite vodo ali pa iz flaše vodo upravite, ker klor ubije kvas. Zdaj dam moke. Tako na približno če pol hočeš, da je gosto, ampak ne ono pregosto. Bom dala en šlukec vodice. Malo boljš. Res dobro premešaš, lahko tudi čez par ur, ko se že malo začne naraščati, ga lahko še enkrat premešaš, da se res te grudice fajn raztopijo. Gledam bolj, da je taka pasta, ne da je tekoče. Narediš. Tudi uporabiš rženo moko za hranjenje, jaz pač belo uporabljam, ker je cenejši. Žlico je fajn pol obrisati s papirnato brisačo, zato ker če to skozi umivalnik mečeš, si boš zadelo umivalnik in boš naredil beton v umivalniku. Zapreš, ni treba v bistvu, no zdaj na začetku ni panike, če zaprem, je bolj, da pustiš odprto, ker včasih lahko to se tak plin naredi, ne, ker to pač raste in lahko eksplodira. Si dam še grgumico, da vidim, kje je bilo, ko sem nahranila, kje je bila linija in pol vidim, koliko raste in tako naprej, vem, da je pripravljena. Tako da ja, to je to. Ful bi rada naredila en video sam za to, ampak se mi zdi, da nimam še toliko znanja, da bi bila pametna, čeprav po eni strani mogoče pa glih to rabite, da je bolj poenostavljena. Ja, ta starter je najbolj pomemben, v bistvu, pol pa ko imaš recept, bolj ko ne, čez caj se naučiš, imaš malo občutek, kako mora biti testo in ja, vaja. Mama je glih ržen kruh naredila doma in je ful lepo je prišel drožji ržen kruh. Ržen kruh je pa kar malo bolj zakompliciran, ker je bolj tekoč. Gleda, bojo naredili zdaj to. Ja, škarpo okoli, ker so ograjo odstranili. Smo lahko veseli, da mama še vedno razgleda, ne? Vsaj v večini. Ne moreš kaj. Gradijo se stvari, če je plac in denar.
Razen če si ne vem, srednji česar, ko noben noče graditi, tu je pa itak lokacija taka, da se bo mogoče z nekaj leče tu gradilo, ampak, kaj je to? Ampak mi ne bomo tukaj zavedno, tako da se ne bomo preveč zdaj obremenjevali s tem, a ne? Se kregaš s ptičkami? Mogoče bi mogla jaz kako hrano za ptičke nastaviti, da bi ti imela TV, a? Ja, najprej odpeljem par stvari v klet. Se ne vem, kako bom to tukaj pelala, ampak probala bom, če ne pa v roki bo težka. Ok, to je ful lažje, ko pa sem mislila, da bo. Imam pa to od mame, moram si kupiti svojo. Ja. I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Ok, to bo še malo počakalo, zdaj bomo pa naredili zajtrk in kruh moram preložiti, to bom najprej naredila. Believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show Kaj? what you mean to V bistvu ni tako zakomplicirana polica, ne bom niti uporabljala par mašine. Najprej moram te palce zašarafati na eno stran, pa še na drugo. Je pa ful dolga škatla bila, zato ker so te, pač ta višina police v bistvu nisem rabila nič sestavljati. Kakor je težko zanositi, oziroma nerodno zanositi, je ful fajn, ko ne rabiš sestaviti vsega. Nika, pridi pogledati, kaj delam. Ja, Mika, ljubica, poglej, kako se ona napravila. Najlepša. Da kaj delaš? Nikoli ne zašrafi vseh šrafov čist do konca. Tako malo cikcak deli, zato ker če na polno nekaj zašrafaš, pa moraš pa malo premakniti, ni dobro, tako da počasi, a vztrajno, malo tak cikcak. Ok, gremo dalje. Koliko placa bo, Mika. Poglej to. Fancy. Pravkar sem to palco na kavču najdla. Jaz sem pa mislila, da sta ta dva šrafa ostala, če hočeš v steno prišrafati. Očitno ne. Vprašanje je, kam to gre. Kam gre ta palca? Sem jaz malo čorava. Tu? Samo kaj boš pol dal... Kaj? Aha, tu bi mogla biti.
To je pa ta tako enostavno gršla. Preden da začnem streamati, vam moram pokazati ta sončni zahod. Wow. Wow. Živo, ful lep zgleda. Dobro jutro. Šla sem v trgovino nekaj iskat, pol sem šla pa vrniti zvočnike, ki sem jih zadnjič kupila, ker se mi niso povezali na računalnik. Je tudi on tam probo in ni delalo, tako da sem pač naredila to vračilo in pol sem vzela Bluetooth zvočnik. Je bil pa 14 €, tako da bi moglo biti cool. Zdaj pa peljem avtomehaniko, ker se mi lučka za olje prižge, ko se ustavim. Čeprav zdaj ne, ko se malo bolj dolgo vozim in lahko da je kaj s tlakom povezano ali pa sam senzor, ne vem. Je bil me pa pride kolega iskat, oziroma zdaj se oba tja peljemo in da me pol nazaj v domu pele, ker ni neke povezave z avtobusom do tja. Zvočnik deluje, nisem vedela, da sem si tako barvo izbrala, jaz mislila, da je črn, ampak mi je čist cool. Še lučke ima. Party. Ta bela omara je mal problem, ker je ozka in je ful pač nestabilna in mi je enkrat padla in zdaj se tukaj odpira pač ta del in ne vem, če se sploh izplača obdržati. Malo je pomagala, te 3 predale imela, ampak tu bom pa mogoče kako škatlo dala. Tako da, ja, malenkost je bolj široko to, ampak zelo malo, tako da lahko še normalno mimo hodiš. Tu bo tako Mikin WC. Ja, všeč mi je ful. Evo, sem se kar odločila, da bo ono šlo, ko žal je preveč veglasto, pač sploh, če se dotakneš, kar pade. To je pa to zaenkrat. Tu imam te 2 Reisenthal torbi, pa imam Eonov torbo in ruzak. Tu bom torbice odložila, ko pridem. Tu bom mogoče kako košaro dala za vse one stvari, ko so za mačko ali pa tukaj. Imam še kako košaro po moje kje, pa za rokavice. Ful nice, ful bo bolj zrihtano, da ne bo vse po tleh. Ja, to pa ostane isto, Mikin WC, pa njena praskalna enota. Dejansko črna sploh ni tako slaba. Mislila, da nam bo še ne opasalo, ker imam vse belo, ampak mi je všeč, pa še ta rožica. To zaključe sem pa malo više dala, zato da lahko normalno uporabljam. Tu imam to za čevlje, tu imam to rožo in te dišave. Hrana bo pa tu na tleh, ta velika. Ja, to bom pa polokož dali. Moram res iti montirati. Občutek imam, kot da bom bolana oziroma prehlajena. Bi se pa rada zahvalila za vse te kartice, da vam pokažem. In sicer, pogledajte to, Rudi mi je isto poslal, ful lepo in da vam povem, to je naslikano z usti. Si moraš misliti. Poglejmo. Draga fina Jasmina, želim ti miren in vesel božič, poln ljubezni in topline ter srečno in uspešno novo leto, polno novih priložnosti in srečnih trenutkov. Tvoja oboževalka Ana Kozomurnik iz Koroške. Hvala, Ana. Kako lepo. Pika. Ja. Ja, kaj me dela žopica? Zjopica ti. Motiš me, veš? Ti opica mala. Ana, hvala ti za čas in to pozornost. In imamo naslednjo voščilnico, ki je narejena ročno. Živjo, tukaj Ela, rada gledam tvoje vloge in tvojo muziko, Miko, všeč so mi tvoje kuharske ideje in tvoja kreativnost zelo lepo rišeš. Želim ti lepe praznike in uspešno 2025. Kako lepo. In se je potrudila narediti svojo voščilnico. Pa ful lepo pišete vsi. Kaj je zdaj to? Zakaj jaz ne tako lepo pišem? Hvala, Ela. Ja, Mika, moraš se pogledati. Poglej, mucika je tu. Svečke, lej, kako lepo. In še ena voščilnica, ročno narejena. Poglej to, vesel božič in srečno novo leto. Ho, ho, ho. Kak cute. Vesele božične praznike in zdrav ter uspešno novo leto 2025. Obilo zdravja in uspeha pri delu ter izpolnite vseh skritih in manj skritih želja. Darja, redna gledalka YouTubea. Hvala, Darja. Kako se prijazni, ful vam hvala. Nikoli nič ne pričakujem, ampak sem vesela. Mimogrede, vse te stvari jaz hranim. Imam eno škatlico, ko imam
vse te stvari, ko jih dobim pač od vas ali pa od gledalcev, pisma, karkoli shranim za spominček. Tako da, hvala. Ta vlog bom tukaj končala. Hvala vam za so podporo v prejšnjem letu in zdaj v tem novem letu. Tako samo obljubljam, da vam bom moje plane in cilje povedala, ampak sem rekla, da bi se rada malo bolj pripravila na to. Tako da v naslednjem videu 100% vam obljubim, da bom malo govorila o mojih planih za novo leto. Pa ne samo to, ampak da vam dam kak nasvet, kako se lotiti mogoče ciljev in planov, da se ti res uresničijo. Če me že nekaj let spremljate, veste, da si delam isto tablo vizij in do stvari se mi že uresničile, recimo ta vlakec, ko sem se bila na njemu. In še marsikaj, tako da bomo malo na to temo kaj rekli. Če vam je video všeč, ga lajkite, to mi ful pomaga in imejte se fajn. Čau!